Danes v Pomurskem dnevniku. Višje cene hrane. Nova dvorana. Mura proti Mariboru. Kodila na Japonsko. Vreme, jutri bo jasno in hladno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V zadnjem času lahko opažamo enormno rast cen hrane in energentov, kar se dogaja tudi kot posledica vojne v Ukrajini. V odziv na rastoče cene hrane so razpravljali na včerajšnji seji v Parizu. Rast cen hrane je po Janševih besedah delno posledica vojne, delno pa rasti cen energentov, ki se je dogajala že pred rusko agresijo na Ukrajino. Po zadnjih podatkih imamo sicer v Evropski uniji več kot 80% evropsko samozadostnost, kar pomeni, da kljub dogodkom v Ukrajini lačni vsekakor ne bomo. Skupna evropska kmetijska politika zagotovila po zadnjih podatkih več kot 80% evropsko samozadostnost, kar pomeni, da mogoče lahko česa zmanjka, da pa lačni ne bomo. Tudi Slovenija se je po navedbah Janeza Janše v zadnjem času zelo potrudila v tej smeri in ima v blagovnih rezervah zaloge za te turbulentne čase. Mogoče ne bo ravno desetih vrst rogljičkov na mizi, vendar ne bomo lačni. Kot opozarja premier, pa bo treba kmetijstvu v prihodnje nameniti ustrezno pozornost ter računati na to, da se bližajo časi, ko ne bo možno uvažanje hrane. Je pa to seveda opozorilo, da ne bo vedno sijalo sonce, da je treba kmetijstvu nameniti ustrezno pozornost in da treba računati tudi na čase, ko ni možno uvažati in ko je tisto, kar doma pridelaš, tudi tisto, kar je na razpolago. Premier je v izjavi poudaril še, da potrebuje Ukrajina našo pomoč, saj lahko dogajanja tam vplivajo tako na celotno Evropo kot tudi globalno na svet. Posledice tega, kar se bo zgodilo v Ukrajini, v eno ali pa v drugo smer, bodo zaznamovale prihodnja leta ali pa celo desetletje Evropske unije, pa verjetno tudi globalnega sveta. Danes je v Beltincih potekalo srečanje vseh treh odborov v pripravi verskega srečanja Hrvatov, Slovencev in Madžarov, ki bo v soboto 8. oktobra v Beltincih. Škofje ordinarji so pozvali k udeležbi in skupni molitvi, ker ob dobrih pogojih pričakujejo vsaj 10 000 vernikov. Soboška škofija že pripravlja tradicionalno srečanje vernikov iz Slovenije in Hrvaške, kjer se bodo letos 8. oktobra pridružili tudi verniki iz Madžarske. Gre za skupno molitev Hrvatov, Slovencev, Madžarov, ki je itak že tradicionalna, in pa potem za utrjevanje medsebojnih vezi, tudi v teh težkih časih, ki jih sedaj doživljamo, da bomo lahko preizkušnje, ki bodo še mogoče hude, lahko skupaj premagovali. Madžarski škof Veres je tako že naznanil, da bodo na srečanje prišli s prav posebnimi predmeti. A győri székesegyházban őrizzük Szent László hermáját, ereklyéjét, és annak egy részével fogunk érkezni, hogy itt a Szent László tiszteletére épült templomban is, akkor Szent László ereklyéjét a hívek elé kitehetjük tiszteletre. Na skupno molitev, kjer v miru in dobrih pogojih pričakujejo vsaj 10 000 vernikov, je pozval tudi varaždinski škof. Mi smo ovdje susjedi, prijatelji i dolazimo kao braća, jer dolazimo kao vjernici kršćani, da se združimo u slavlju Svete mise, gdje ćemo posvjedočiti i gdje ćemo osnažiti ono što mi jesmo, braća u Bogu. Štumpf je izpostavil aktualno dogajanje in situacijo, v kateri se nahajamo. V Slovenijo namreč preko Madžarske prihajajo tudi begunci iz Ukrajine. Katoliška cerkev po svoji naravi, ki je univerzalna, ne more ostati imuna na to situacijo, saj je njen ustanovitelj Jezus Kristus neposredno pred svojo smrtjo molil za edinost v tej cerkvi in nas tem se zavezuje, da kristjani delamo za edinost tako v ekumenskem kot tudi v družbenem pomenu. Škofje so se danes v Beltincih tako odločili, da bodo za skupno geslo vzeli moto Skupaj na poti vere, saj gre izključno za srečanje vernikov. Štumpf je ob koncu še povedal, da na srečanje ne bodo vabljeni državniki in politiki. Mestni kino Ptuj praznuje te dni častitljivih 125 let, kar pomeni, da je najstarejši še aktivni kino v Sloveniji. Po nekaterih podatkih celo najstarejši na svetu takega formata.
Zdaj, 125 let pozneje, je mestni kino Ptuj dobil novo, prav posebno dvorano. Svoje vrata je včeraj v mestnem kinu Ptuju odprla prenovljena prav posebna dvorana polna pisanih naslanjačev, ki so jih donirali ljudje iz celotne Slovenije. Izmed 120 naslanjačev so izbrali tiste, ki imajo najzanimivejše zgodbe. Tako da ima danes vsako sedišče v tej dvoranici svojo zgodbo. Imamo od stola iz šolske zbornice, gostilniškega stola, stola iz Halos, pa do stola, na katerem se še zdaj vidijo sledi mačjih krempljev. Posebnost naslanjačev niso samo njihove zgodbe in pisane barve, ampak tudi prilagajanje potrebam. Sedišča niso fiksna, tako da v osnovni postavitvi je nekje prostora za 30 gledalcev, imamo pa še 20 dodatnih stolov, ki jih lahko po potrebi dodamo. Ker je dvorana urejena v neformalnem klubskem vzdušju, bo omogočala številne prireditve. Računamo, da bo zelo prijetna za kakšne dogodke, kjer pričakujemo nekoliko manj občinstva. Je pa tudi veliko povpraševanja za kino za zaključene družbe. Pisana dvorana bo tako poleg odličnih filmskih izkušenj ponujala tudi udobje in domačnost mestne filmske dnevne sobe. Prve filme v prenovljeni dvorani pa so si včeraj že pogledali. Nogometaši Olimpije so še drugič v letošnji sezoni Fazanerijo zapuščali sklonjenih glav. Jeseni je dvoboj odločil Žan Krničnik, včeraj pa je blestel Luka Bobičanec. Kaj so povedali po tekmi? Mura je zelo dobro odprla tekmo. V 8. minuti sta si Luka Bobičanec in Mirledin Daku izmenjala dvojno podajo, kosovski napadalec pa je svojim prvencem v prvi ligi dvignil na noge publiko v Fazaneriji. Le 2 minuti zatem je igralec Olimpije Mario Kvesić zadel iz 11-metrovke in izenačil na 1:1. Rezultat na semaforju se je znova spremenil v 25. minuti, ko je po podaji Bobičanca žogo v lastno mrežo potisnil branilec Olimpije. Mreža se je v prvem polčasu zatresla še v 38. minuti, ko je Đorđe Crnomarković z glavo izenačil izid. Že v 34. sekundi drugega polčasa je Bobičanec streljal proti vratom Olimpije, žoga je na poti zadela igralca Olimpije, spremenila smer in končala v mreži. 3:2 je bil tudi končni izid srečanja. Dejstvo je, da prepoceni dobivamo zadetke, ampak ja, tudi nekaj več rizika vnašamo v svojo igro. Več stvari se dogaja, mislim, da so kar atraktivne tekme naše v zadnjem času, veliko golov pada na obeh straneh. Je pa tako, na koncu je izpadlo tako, da je res ta zadetek na začetku drugega polčasa bil odločilen. Kar me veseli je to, zopet smo dopuščali nasprotniku, da se vrača, ampak na koncu smo pa zdržali cel polčas s 3:2 in res trpeli, gladiatorsko izborili smo to zmago. Ja, mi si v glavi predstavljamo vsako tekmo kot derbi v zadnji čas in to se vidi po rezultatih. Ni za nas biti slabe tekme, to smo pokazali tudi danes. Vsi vemo, kaj je Olimpija, ker so na tabeli, ampak mislim, da danes, ne vem, kako bi to nazval, z naše strani izjemno dobra tekma. Sigurno imamo že nekaj časa težave s tem, da ko zadanemo, prejemamo zadetek v naslednji akciji ali v naslednjih 5 minut, to moramo vzeti ven in nadaljevati dalje, kot smo zdaj. Prvi gol, odlična akcija, odlično smo speljali in mislim, da še moramo nadaljevati tako. Mura je po slabšem začetku v spomladanskem delu prvenstva očitno zdaj vendarle ujela ritem. Seveda, mislim, tudi rezultati kažejo, da gre krivulja navzgor, ampak vseeno nas čaka dosti dela, želimo si biti še, predvsem ob rezultatih, ko vodimo tako danes, da prenašamo to z manj pritiska. Zavedamo se, da ima Olimpija kvaliteto, izredno kvaliteto in da je normalno, da v zaobstanku, v borbi za naslov poskuša na vse načine tudi ustvariti pritisk, tudi umetno z nekimi stvarmi. In je to normalno, pa vseeno bi si želel, da več žogo zadržimo, da imamo večjo kontrolo ob pozitivnem rezultatu. Mura je z novimi 3 točkami napredovala na 4. mesto lestvice prve lige. Naslednji 2 tekmi pa bo odigrala na gostovanju. Že v nedeljo pa se bodo črno-beli v Ljudskem vrtu pomerili proti nogometašem iz Maribora, ki trenutno na lestvici v prvi ligi Telemach zasedajo prvo mesto. Kaj pričakujejo Moraši? Maribor ima izkušeno ekipo, je vodilna ekipa na lestvici, popolnoma zasluženo, so stabilni, prav tako prejemajo izredno malo golov, ampak so v zadnjih 2 krogih se je to nekoliko spremenilo, koliko je to sedaj vplivalo na njih z mentalnega vidika, potem ko praktično niso mogli prejeti zadetka.
bomo dobili odgovor v nedeljo, vsekakor pa se Maribor zanaša na to, da so stabilni, da so kompaktni v fazi branjenja in pa tako kot Olimpija imajo dodano vrednost, individualno kvaliteto v fazi napada, kjer lahko tako posamezniki kot 3-4 igralci z neko kombinatoriko hitro pridejo do šans in zadetkov. Verjamemo na zelo en napadalen Maribor, ki v boju za naslov prvaka vemo, da bo iskal vse 3 točke in zato imamo mi svojo računico in gremo po svoj čim boljši rezultat. Suhomesnati izdelki Šunkarne Kodila odslej na voljo tudi na japonskem tržišču. Dejstvo, da se prekmurski izdelki lahko širijo na tako velik trg, je veliko priznanje in potrditev, da delamo kvalitetne izdelke. Janez Kodila, lastnik Šunkarne, pravi, da je japonska kulinarika na visokem nivoju. To, da sprejmejo na njihov trg tudi naše izdelke, je samo potrditev, da v Sloveniji delamo dobro in da je kakovost izdelkov na ustreznem nivoju. Za širjenje na Japonsko so se odločili zaradi sodelovanja s častnim konzulom Republike Slovenije na Japonskem. Yuki Omori je namreč Slovenijo že večkrat obiskal, nad našimi kulinaričnimi izdelki pa je vedno znova navdušen. Širjenje pa se ni zgodilo kar čez noč. Od ideje do izvedbe projekta je namreč minilo kar 7 let. Na japonsko tržišče so tako zdaj začeli izvažati razne sušene mesnine, kot so šunka, pršut in salame. Kot pravijo Kodilovi, so Japonci mesnine pozitivno sprejeli, nad izdelki in njihovo kvaliteto pa so navdušeni. Največ zanimanja je prav za prekmursko šunko in pršut. Na Japonsko so zdaj izvozili že drugo pošiljko. Nekaj minut pred polnočjo je v središču Zagreba v neposredno bližino študentskega doma udaril neznan predmet. Po do sedaj znanih podatkih gre za 6-tonsko letalo, ki je priletelo iz Ukrajine. Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Toliko so jih namerili v Murski Soboti ter v ukrajinskem parku Goričko. V Lendavi so izmerili 4 stopinje, v Radencih pa 1 stopinjo Celzija. Jutri bo jasno in hladno, pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. Jutri bo jasno in hladno, pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -8 do -4 stopinje, dnevne pa okrog 6 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter, dnevi bodo toplejši. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do -7, čez dan pa od 10 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.